se lahko fokusiramo na Božjo besedo. Ok, se pravi, Božji glas so misli duha v tvoj Se pravi, ni zakompliciran. Ti si duhovni človek, imaš srce na novo rojenci in Bog ti govori. Zato je jaz rekel, moje ovce slišal moj glas. Amen. In zato te je Bog ustvaril, da se druži s tabo, da se ima fajn s tabo. Amen. Bog hoče uživati s tabo. Amen. A misliš, da je njemu všeč, če ti ful švicaš, se matraš, pa skozi pod obsodbam, da nisi dosti dober. To je všeč samo religiji, ne pa Bogu. Amen. Če imaš, danes smo videli par dojenčkov tukaj. Ja, mama je najbolj vesela, če otrok vesel, tako. Mi smo bili ful veseli, ko Ana najprej izgledala, da je mama že dolgo ni planice zamenjala, pa se je pa le začela malo smajati. Smo bili vsi takoj bolj veseli, tako. Takoj smo še mi, wow, haleluja. Pa je pa že začela ploskati. In to je to, amen, to je slavljenje, ko začnejo ploskati, Bog ploska, amen. On je vesel, haleluja. Dajmo si pogledati, recimo, ta odnos, a imamo odnos z Bogom ali živimo po pravilih. 2. Mojzesova 20:18. 2. Mojzesova 20:18. Se pravi, Božji narod in stara zaveza je pisana nam za zgled. Oni namesto, da bi se pogovarjali z Bogom, non-stop hočejo neka pravila in bežijo stran od njega. Ful čudno, res, cerkev. Ljudje smo ful čudni. Rajš imamo ful zakonov, ka svobodo, v kateri moramo nek odnos razvijati. Poglej si tole. Vse ljudstvo je čulo grmenje in trombe glas in videlo plamene in kadečo se goro. In ko je ljudstvo to videlo, je trepetalo in se postavilo oddaleč. Rekli so Mojzesu, govori ti z nami in poslušali bomo. Nikar pa naj ne govori z nami Bog, da ne umremo. In Mojzes reče ljudstvu, ne bojte se, kajti zato, da bi vas izkusil, je prišel Bog in zato, da bo strah njegov pred vašim obličem, da ne grešite. In stalo je ljudstvo oddaleč, Mojzes pa se približal temi, v kateri je bil Bog. Se pravi, Bog jih vab, da pridejo k njemu, da bo govoril z njimi. Oni ne, oni nočejo govoriti z njim. Oni reče, pej ti Mojzes, boš ti z njim govoril. In Mojzes se vrne s pravili, tako, 10 zapovedi, to lahko delate, to ne spet in to je to. Dokler ni prišel Jezus. Galačanom 3, zakon je dan kot vzgojiteljca, dokler ne prije to, kar je popolno, to je pa Jezus Kristus, da lahko spet imamo odnos z njim. Amen. In Jezus pride in kaj reče? Prišel sem, da imate življenje. Večno življenje pa kaj? Da spoznavamo njega in očeta, ki ga je poslal. Amen. Da spoznavaš Jezusa in Boga očeta. Haleluja. Te dve točke, ki je povedal ta elefanta, ki se je krstil. Haleluja. To je pa v Janezu 17:3, to je večno življenje. Se pravi, cerkev, mi bomo mogli vsak dan njegov glas poslušati. Haleluja. In pol nam bo ful lažji. Haleluja. In dober je, če bereš Božjo besedo, ker boš bolj oborožen. Ker Jezus je rekel, moja beseda je duh in življenje. In bolj, ko poznaš Božjo besedo, bolj boš slišal njegov glas. Ampak logos še vedno mora postati rema. Ni dosti samo, da bereš Sveto pismo. Važen je, da ti postane rema. Jaz sem poslušal fantastično učenje od enega ne vem, psiholog ali psihoterapevt ali nekaj takega, Jordan Peterson. In recimo, ko mi je David rekel v prvem letniku, ko je šel na faks v Minneapolis, da je plačal nekaj $50, da ga šel poslušati, sem si mislil, kako si lahko plačal, da si poslušal nevernika. In potem sem šel poslušati njegov kanal in tip ima cela učenja iz stare zaveze v karakterju teh ljudi, ki so fenomenalna, ampak človek je tako, ni vedel, on ni ateist, ampak ne ve, a je Bog ali ni. Ampak zdaj pred parimi meseci se je spreobrnil in je čist drug človek. In ga je ful, da best ga je poslušati. Takšna razlika je, ko se ti sreča z Bogom ali pa ko samo informacijo o njemu obvladaš. Amen. Zato ni dosti, da obvladaš Božjo besedo. Mora ti govoriti. Amen. Moraš se hraniti z njo, mora ti rema ratati. In z biblično meditacijo logosa prideš do reme. Ko ti logos vizualiziraš, ko ga gledaš, ko razmišljaš, ko ga prežvekuješ, boš ven dobil remo. Amen. Se pravi, čas z Bogom je tudi čas v njegovi besedi. Amen. Se pravi, več
glasu duha v tvoj bo prišlo več, kakor poznaš Božje besede. Ker Božja beseda je duh. Amen. Je duh in življenje. In ti si duhovno bitje. Ok, dajmo si zdaj pogledati. Se pravi, to je razlika med razodetjem pa med intelektom. Zato je meditiranje Božje besede superiorno preučevanju Božje besede. Preučevanje je the best, ampak pobrigi se, da boš tudi meditiral Božjo besedo. Recimo, jaz sem ful hitel brati Biblijo, samo zato, da bom rekel, da sem jo prebral. In pol pa, ko sem jo pa drugič brati, sem pa v bistvu ful dolg bral en citat, ker je toliko enega materijala v enem citatu in ga enostavno, in oboje je dobro, oboje deli, haleluja. Ne samo z intelektom, ampak tudi meditiri Božjo besedo. V Janezu 7:38 je Jezus rekel, kdor veruje v mene, kakor pravi pismo, reke žive vode poteko iz njegovega želodca. Se pravi, nekje piše iz njegovega trebuha, iz njegovega osrčja. Se pravi, ko se vključiš v tok Božje besede, ta reka začne teči. To so besede, slike, emocije, teče vse iz tvojega duha. In ko si dovolil, da si preživljaš čas z Bogom, haleluja, bo vse to ti postal Božji glas, haleluja. Jaz sem zadnjič ene 3 ure za ljudi molil v Zagrebu in zanimivo je, ko je naslednjo dekle prišlo na vrsto, da položim roko, da molim za njo, sem tako, preden sem do nje prišel, sem tako videl, da bere Sveto pismo. In pol mi je Bog govoril, reči, da naj bere Sveto pismo. Reči, da naj bere mojo besedo. In pol jaz tako pridem do nje in ona pravi, daj povej mi, kaj ti Bog govori zame. In pol sem rekel, ja, veš, kaj mi govori, da noš misli, da sem si to zmislil, da je to kliše. Da to vsak mu reče, ki mi reče, naj jim povem, kaj mi Bog govori za njih. Kalo bi tako zgledal, tako. Kad ti kdo reče, daj povem, mu reče, lej, ber Sveto pismo, kva mene sprašuješ. Lo bi tako rekel, tako. Se rekel, lej, imel sem vizijo, kako bere Sveto pismo. Rekel, ja, to pa res nič ne berem. Rekel, lej, si ni ob sobe, sam to lakoto za Božjim glasom boš tako potešila. To je veliko večji power, kakor če ti jaz govorim, kaj meni Bog za tebe govori. Razumete, dosti kristjanov tako je odvisnih od tega, kaj jim bo kdo rekel za njih. In pol loviš preroške besede posod, v vetru, v živalih, v ljudeh, posod, neke znake in simbole iščeš. Odpri Božjo besedo, amen. Jej Božjo besedo, nahran se. Po drugi strani pa tudi ni res, če bi rad slišal Boga, odpri besedo, tudi to ni dosti. En ljudje pravi, Bog ti ne rab govoriti, se ti je napisal. Tudi to ni res. Bog še vedno ti hoče govoriti. Amen. Oboje je res. Ber besedo, ampak tudi posluši njegov glas. Amen. Ga ti govori osebno. Amen. Bog ti nikoli ne bo rekel, nikjer v Svetem pismu ne piše, če sta dve enake opciji, isto dobri, pač ti ne piše, kjero vzem. Recimo imaš službo A, službo B. Kje bi rad zdaj preživel? Ali pa imaš hišo A, hišo B, kjero boš kupil. Za obe se boš mogel ful sfinancirati in komitirati, da boš to plačeval. Ja, valjda, da boš Boga vprašal, etko. Če si pameten kristjan, boš Boga vprašal, kjera stvar je boljša zate. Amen? Karkoli delaš, ker imaš dve opciji, rabaš Božji glas. Amen? Ker, a verjamete, da ima Bog svojo voljo za nas, ki je najboljša? A kdo verjame to? Ali mislite, da je itak vsem? Ne, jaz verjamem, da obstaja popolna Božja volja. V Rimljanom 12, 1 in 2 piše, rotim vas, brate in sestre, po mnogem Božjem usmiljenju, da predaste svoje telesa Bogu, na njemu všečno daritev in prenavljate svoj z Božjo besedo, da izkušate, kaj je dobra, prijetna in popolna Božja volja. Se pravi, 3 nivoje Božje volje. Preizkušaš jih, ko se predajaš Bogu. Amen. Kako mu predaš telo? En način je v tem, ko preživljaš čas z njim, ko se ti ne da. Amen.
da best je, če se ti da, haleluja. Ampak meni se včasih ne da, raje bi, ne vem, kakšen film gledal, pa šport, pa. Recimo danes se mi ful ni dal iskati Boga zjutraj. Potem sem se pa spomnil, da je nedelja, haleluja, da moram, haleluja. In pol sem ful dobil enih navodil. Ampak če ga ne iščeš, noš dobil navodil, amen. Se pravi, predaš mu svoje telo v živo žrtev, ki ga slaviš, ki ga obožuješ, amen, ki ga iščeš. In pol svoj prenavljaš. Zakaj? Z Božjo besedo, da boš lahko spoznaval njegovo voljo. Amen, ko se tvoj transformira, ko ga daješ not v Božjo besedo. Ne, mene včasih tako, danes smo imeli 45 minut slavljenja in to je ful dober za naš Amen. Tudi če bi bend fušil, je še vedno dober to za nas, ker slavimo Jezusa toliko časa. Amen, ti si svoj telo držal v Božji prisotnosti. Mislim, mene da best, ko je bend mazilen, pa se mi zdi, da smo samo 10 minut slavili, haleluja. Ampak v vsakem primeru je dobro, da držiš telo v njegovi prisotnosti, haleluja. Tudi, ko si sam doma, haleluja. In pol se pravi, verjamemo, da Bog ima popolno voljo. Amen? Verjamemo. Jaz verjamem, da je ogromen stvari, ki jih bo zdaj Bog naredil čez nas. Res verjamem, ogromen stvari. In zato, če to res verjameš, pol si boš tudi ti vzel čas za njega. Amen? Pol si boš fokusiral. Ni nujno, da boš samo več časa preživel v molitveni sobi. Ampak je nujno, da tudi, ko avto voziš, ga poslušaš. Amen? Da tudi, ko delaš, ko moraš vedeti, da ko delaš avtomatične stvari, ko ne zahtevajo toliko tvojih možganov, takrat ti Bog dostikrat hoče govoriti. To je ful idealna priložnost. Meni je dostikrat Bog ful velike stvari govoril, ne v molitveni sobi, ampak pol, ko sem nehal moliti. Ko sem šel nekaj delati, kjer je čista avtomatika in sploh ne rab veliko mojega napora umskega. Recimo, rab samo fizični napor. In takrat, moj je še vedno v molitvi, haleluja. Sem povezan z Bogom in dostikrat ga lažje takrat slišim, ker nisem toliko napet, ker nisem toliko fokusiran umsko, ampak sem se sprostil, haleluja. To je ta druga točka, umir se, amen, mora se umiriti, haleluja. Tvoj ne sme divjati, amen. Težko, res, ti ne boš vedel, če ti Bog govori, če nisi svojega umiril. Pol, če nisi fizično se umiril, si skozi v stresu, skozi v neki paniki. V Hebrejcem, dajmo se to pogledati. A veste, da je Bog samo enkrat v Svetem pismu Nove zaveze, samo enkrat je rekel, da se moramo potruditi. Samo enkrat. Za eno stvar je rekel, trudite se, matrite se za to stvar. Veste, za katero? Da počivamo. Potrud se, da boš počival. Haleluja. A ni da best. Kada bi bil tako Bog mal Črnogorc. Haleluja. Poglejte si Hebrejcem 4:9. Torej, ostaja še sobotni počitek ljudstvu Božjemu, kajti kdor je prišel v njegov pokoj oziroma v njegov mir, počitek, počiva tudi sam od svojih del, kakor Bog od lastnih. In zdaj 11. vrstica, Hebrejcem 4:11. Prizadevajmo si torej, da pridemo v ta počitek, da ne pade kdo po enakem zgledu neposlušnosti. Se pravi, rabaš prostor, kjer imaš mir, amen. Moraš vstopiti v mir, v počitek. Poglejmo si Jezusa, Marko 1:35. Jezus je zjutraj odšel na samoten kraj in je tam molil. Se pravi, skozi je bil s folkom, skozi je imel učence okoli sebe. In cerkev, on pa je bil Jezus, je rabil samoten kraj, da ga noben ne moti. Amen, zato ne vem, kje je tvoj samoten kraj, ampak moraš imeti samoten kraj. Magari, če greš na sprehod nekaj stran od drugih ljudi, ali pa če imaš eno svojo sobo, en svoj kotnik, ali karkoli. Habakuk 2:1. Na svojo čuvajnico stopim in se postavim na stolp in bom oprezoval, da bi videl, kaj bo govoril z menoj. Se pravi, vidimo, da Habakuk je šel na stolp, kjer je imel mir in je lahko poslušal Boga. Se pravi, to je fizično.
imaš fizično lokacijo neko, kjer imaš svoj mir. Drugo je notranja umiritev. Poglej v Psalmu 43:5. David govori svoji duši, duša ga je maltretirala, duša mu je skozi težila. In duša so tvoje čustva, tvoj intelekt tudi med drugim in tvoje emocije, tvoja volja. Kaj si tako žalostna duša moja in nepokojna v meni? Se pravi, ti ne boš dobro slišal Boga, če bo tvoja duša nepokojna. Se pravi, da ti duša ne more počivati. Dušo skozi nekaj hoče v tebi. Potem prav, čakaj Boga, kaj ti še ga bom slavil, da je pomoč obliča mojega in Bog moj. Se pravi, on duši svoje govori, kaj ne dela. In duši svoje govori, daj počak malo. Začni slaviti Boga. Zato ti lahko svojo duši zapoveš, naj slavi Boga. Amen. Če si žalostna, reč duši, pa kaj si žalostna? Amen. Reč svojo duši, nimaš razloga, da si žalostna. Če zdajle umreš, greš direkt Hevsu. Kaj s tabo? Kaj mi zdaj težiš? Nekaj me utrujati. Psalm 37:7. Molče se naslane na Gospoda in čakaj ga potrpežljivo. Ne, spet, govori svoji duši, daj počakaj. Naj se ti ne mudi, nikamor se ti ne mudi. Vse bo je počakali, vse vsenčamo je na zabavi Damjana Murkota. Počakaj, bo tle v Božji prisotnosti. Sašo pa Katja sta se ful udrekala danes, ker so imeli Damjana Murkota na zabavi, one dva sta pa rekli, haleluja. Hvala Bogu. Psalm 46:11. Kdor ne ve, kdo je to, nisi nad zamudil. Ni treba zdaj na internetu iskati, kdo je ta človek. Psalm 46:11. Umiri se in spoznaj, da sem jaz Bog. Se pravi, če se ne umiriš, niti ne veš, da je on Bog. Amen. Ker si ti skozi nekaj v kontroli. Haleluja. Umir se, haleluja. Recimo svedo, umir se. Jaz, če to ženi rečem, ful jezna rata. Ker najboljš ima razlog, zakaj ni toliko umirjena. Psalm 62, zato umir se boš, da samo sebi govoriš, ne drugim ljudem. Amen. Ker boš glih kontraefekt najboljš dosegel. Psalm 62:6. Samo Bogu bodi tiho vdana duša moja. Amen. Problem je, ker s tvojo dušo vdaš drugim ljudem pa situacijam in pol si razočaran. Samo Bogu bodi vdana moja duša. Ok, pol naslednja stvar, kako se umiriti. Recimo, govorimo o tem, kako slišati Božji glas. Kako se umiriti? Odstran notranji hrup. Amen? Tako, doskrat na ven lahko zgledaš kul, not je pa ful hrup. Tega hrupa se moramo rešiti. Prvič, hrup je grehozavestnost. Skozi razmišljaš, da si preveč grešil, da nisi dosti dober, da ti bo Bog kar govoril. Ker si ti, ko imaš grehozavest v sebi, kaj naredi? Priznaj pa sprejmi odpuščanje. Amen? Reč, ja, res, ful sem, premalo sem molil, premalo sem, ko hudič te bojite skozi psov, samo priznaj, amen, reči, ja, aleluja. Hvala ti, da si me opravil svoje kavri. In se oblečeš v plašč pravičnosti. Amen? In si pravičen v Jezusu. Haleluja. Drugič, beganje misli. Kad ti misli ful begajo, to je hrup. Nekaj se hočeš fokusirati, da ti v Bogu govoru, pa ti ful misli begajo. Kaj naredi? Kaj narediš, če ti misli begajo? Glej se z Jezusom. Amen? Glej na Jezusa. Hebrejcem 12. Prav, 12.1, uprimo svoj pogled, svoje oči na Jezusa. Amen? In tukaj v grščini prav tako, da se fiksiri na njega, predstavlji si njega. Amen? In cerkev danes Jezus ni na križu. Amen? On je slaven Bog. On je, iz njega žari svetloba, v njegovih očeh je ogenj. In on je s tabo, po Svetem Duhu je zdaj s tabo. Haleluja. In predstavlji si njega skupaj s tabo. Haleluja. Amen. Ti bojo ful manj misli begale. Haleluja.
Tretja točka za hrup odstraniti je ful, recimo greš malo in naenkrat vidiš ful enih stvari, ki jih moš narediti. Pa se vam to zgodi kdaj? Nekaj tu, tis bi mogel, to bi mogel. Zapiš si, samo zapiš si, pa gre van iz uma. Amen? Vse te naloge, ki bi jih mogel narediti, ne jih delati, zato ker pol noč imel časa za Boga. Zapiš si jih nekam, da veš, da jih boš kasneje naredil. Amen? Reč, hvala ti hudič, da si me spomnil, haleluja. Ali pa tvoj um, ni nujno hudič, razumete, lahko je tvoj neprenulem um zdaj začel skrbeti. Četrtič, da hrup odstranaš, ful pomemben je, da se povežeš s svojim srcem. Ne toliko z intelektom pa možgani, s svojim srcem se moraš povezati. S svojim duhom, kako to narediš? Najlažje, če slavljenje. Začneš slaviti. Amen? Kaj si dol moja duša, dvigam se in slavi Gospoda, je rekel David svoje duše. Slavljenje, recimo novi jeziki, če moliš o novih jezikih, uporab, to je orožje. Sveto pismo pravi, ko molim o jezikih, je moj brez sadu, z drugim besedam, je na pauzi in zdaj lahko daš Jezusa v svoj pa moliš v jezikih. Lahko si daš nekaj, kar rabiš, odgovor na molitev. Ok, gremo tretja točka, se pravi, prvo je bila Božji glas, v misli iz duha druga je umir se, tretja je, glej vizijo, ko moliš. Se pravi, primeri, tega je ful v Bibliji. Jaz sem bil ful vesel, na čuvar brata sem srečal enega pastorja iz Srbije, ki mu je ful cerkev zrasla, odkar je sprejel moč svetega duha v cerkev. In osvobojenje demonov, ozdravljenje in vse živo. In zdaj pa rekel, ful mi pomaga zdaj, ko mi je Bog govoril, da vse, kar molim, ne si predstavljam, da je že narejeno. In pol, ko jaz molim za svojo mamo, jo že gledam, kako slavi Jezusa. Ko molim za unga, ga že gledam, kako slavi. In to mu je Bog razdelil, razumete? In dostikrat kristjani se ful bojimo New Age-a pa vizualizacijskih tehnik, ki jih hudič uporablja in tako naprej. Ti moraš vedeti, da če nekaj deluje, bo hudič to uporabljal, razumeš? Da sam to, ko New Age uporablja, bi ti mogel še bolj biti vesel, da imaš original, amen? Haleluja. In poglej si Abrahama, a je on bil New Ager, Bog mu je govoril, glej zvezde, kolikor vidiš zvezd, toliko, glej peska, kolikor je peska, toliko boš imel potomcev. Potem Daniel, on je vedno usmeril svojo molitev proti Jeruzalemu. Vedno je hotel gledati v smeri vrnitve v obljubljeno deželo. Habakuk, Bog mu je rekel, pojdi na opazovalnico in glej, kaj ti bom govoril. A ni to zanimivo? Ni rekel, poslušaj, kaj ti bom govoril, pa glej, kaj ti bom govoril. Jezus, poglejmo si Jezusa, v Janezu 8:38. Jezus pravi, govorim sam to, ne kar sem slišal, pa kar sem videl pri očetu. Amen? To, kar sem videl očeta delati, to jaz delam. Amen? A ni to dobro življenje? Haleluja. Pol v razodetju, v knjigi Razodetja apostol Janez, Jezus ga pokliče in pravi, prid sem gor, da ti pokažem, kaj se more zgoditi. Spet, pokliče ga ven, višji gor, da mu bo kazal stvari. Haleluja. In Efežanom 1:17 vidimo Pavel mol, Bog odprim oči srca. Se pravi, Bog hoče razsvetliti naše oči, ki nam govori. Amen? Da lahko vidimo. Dajmo si pogledati 5 vrst vizij, ki delujejo v življenju človeka. Se pravi, imaš vizije. Amen? A verjamete, da vam Bog hoče govoriti z vizijami? Verjamete to? Haleluja. Jaz se spomnim, ko sem sprejel Jezusa, mi je bilo ful strah. Ker naenkrat sem imel ful vizij in pol mi je Bog govoril, ne gremo osek. Pol mi je govoril, ful, take stvari, ki mi cel življenje mi spreminjajo. Razumete, to ni ena vizija, kako tekoči med teče med slavljenjem na nas in se imamo fajn. Ampak jaz moram zdaj spakirati kufre pa iti v drugo državo, kjer je vojna, razumete? Kjer se moram odreči trosobnega stanovanja, ki mi ga oče ponuja, pa dobre službe, haleluja. Razumete? Kako boš zdaj gradil svoj življenje z Jezusom, če se ne upaš verjeti viziji, ki ti govori? Amen? Amen? Reči, jaz imam vizije, ki so legalne,
ki so od Boga. Amen. Ker če ne boš to vedel, pol te bo težko Bog vodil. Meni je bilo tako, malo me je bilo strah, zato ker sem se 5 let zakajal z marihuano in ne vem, kdor od vas je kdaj bil na drogi, takrat si dosti bolj odprt za vizije, kakor če si skozi trezen. Zato je dobro, da si, dajmo danes pogledati si, kako lahko ločiš, kaj ti Bog govori, kaj je pa tvoja lastna stvar. Prvič, je spontana vizija ekrana naših misli. Je ekran pač tvojih misli in tukaj ti Bog lahko da čisto spontane vizije v tvoj ekran. Drugič, je spontana vizija, ko jo dobiš med molitvijo. Ti Bog nekaj pokaže. Pol obstaja vizija, ki je izven nas, ki ni iz tvojega duha prišla, ampak je odprta vizija zunaj tebe. Recimo to imamo v drugih kraljev 6:17, ko je Elizej pros Boga, da odpre oči služabniku, da ga ne bo strah, da bo videl, da je cela vojska tam z njima in dobi odprto vizijo. Potem imamo vizijo v transu. Trans je zamaknjenje. Recimo to imaš v apostolskih delih 10 do 23. Petru Bog v trans ga spravi in mu daje vizije, da bo lahko evangelij nesel poganom. In pol doskrat, 50krat v Svetem pismu je pa tale vizija v sanjah. Ali odvigneš roko, če ti je Bog v sanjah govoril že. Haleluja. So sanje, ki so brezvezne. Ne rabiš, moja mama doma je imela knjigo sanj in pol vedno brala, kaj simboli pomenijo. Nekdo to napisal, Freud ali kdo. To ni to. Ker Svetopisem pravi, veliko sanje je čist brez veze, so pa sanje, ki so od Boga. Amen? In to pa po duhu razločuješ, da ti je Bog govoril. Haleluja. In to je 50krat v Svetem pismu. Ene od teh imaš v apostolskih delih 16, 9 in 10. Pavel sanja Makedonca, da gre tja in nese tja evangelij. Se pravi, vizija je pomembna, zakaj? Janez 5, 19 do 20. Jezus je delal samo to, kar je videl pri očetu. Se pravi, ti moraš videti stvari, preden jih greš delati. Zato je Jezus rekel, ne se bati, poslal bom Svetega Duha, on vam bo kaj? Kazal stvari, ki se morajo zgoditi. Se pravi, Sveti Duh ti kaže prihodnost, ki se hoče čez tebe manifestirati. Se pravi, ti moraš videti prihodnost, ki hoče čez tebe se roditi. In zato je Bog rekel Abrahamu, poglej, vso deželo, vse, kar vidiš, to je tvoja dežela. Se pravi, če on ne bi nič videl, pol, kakšna bi bila ta dežela? Razumete? Ti moraš videti obljubljeno deželo. Jaz, ko sem pomival posodo enkrat v biblični šoli v Brightonu, se mi je pridružil Dešle duhovni oče in mi je tam pomagal posodo pomivati. In je rekel, govorila so o tem, kako graditi v duhu. In to je the best učenje. Če imaš čas, pojdi si pogled, graditi v duhu, imamo eno učenje. To je pač iz krščanskih centrov iz Avstralije. In on je rekel, jaz živim 15 let vnaprej. Jaz gledam 15 let naprej, kaj vse bom delal. Jaz sem rekel, wow, jaz še 15 dni ne uspem. Živeli, wow, preživel sem še en dan. Ampak to ni v redu, cerkev. Mi moramo planirati, amen. Ti rabaš vizijo, amen. Rabaš vizijo za svoje življenje, haleluja. Ker ti se premikaš v smeri svoje vizije, haleluja. Amen. Rec svojemu sedu, ti moraš videti, kaj ti Bog govori. Glej, kaj ti Bog govori, haleluja. Veliko je še citatov na to temo. Zdaj, preden gremo v zadnjo točko, kako si zapisati, kar ti Bog govori. V Ezekielu 14:4 govori o malikih srca. Recimo probleme, če si se znajdu, da skozi eno in isto stvar težiš Bogu in moliš za eno stvar, to ti postane malik. In malik je nekaj, kar skozi gledaš. Namesto, da bi Jevsa gledal, gledaš tega malika, ali je to mož, žena, avto, hiša, karkoli, neka zemeljska stvar, ali oseba, ali situacija, in pa skozi to gledaš in to ti postane malik. In v bistvu sploh ne veš, da si malikovalc. Tako.
Ker če bi tam en kip ene božanske osebe častil, to veš, da je ful prepovedan, se ne sme in ni Bogu všeč. Ampak a veš, da piše, da kdo gleda žensko s poželjenjem, je že kriv prešuštva. Se pravi, si že malik, ko neki bulaš skozi, nekaj skozi greš, pol greš tja. Zato je žena od Lota se v solnat stebr spremenila, ker je Bog rekel, ne tja gledati. Razumeš, Bogu je ful pomemben, kam gledaš. Amen? Ker če ne si ful vizijo uničaš, ker skozi v malikovanje gledaš. Se pravi, idol pa tako prepoznaš, da fokus tvoje molitve je na predmetu, ne na Jezusu. Amen? Tako pol veš, da je to malik. Se pravi, recimo, meni včasih kakšno osebno pravi, da je molil za to, pa sem že 100-krat za tist molil, sem rekel, ne bom. Pač ne bom za to molil. In pol je osebam ali jezna name in sem vesel, če je jezna name, ker pol vsaj je neka možnost, da se zbudi iz tega malikovanja. Ker fokus mora biti Jezus, ne pa stvar, razumeš? Tvoj fokus ne sme tvoja potreba dobiti, ker boš malik iz tega naredil. Amen? Kaj je otrok rekel, kdo mu je na prvem mestu? Srečen dom, da bo osnovno šolo končal, da bo pol dobil ful dobro službo, da ga bo pol ena punca imela rada v razredu. Ne, nič tega, rekel Jezus, na drugem mestu Bog, haleluja, amen, pol pa spet Jezus. Haleluja, to je dobra naravnanost, haleluja. Jaz, mi nočemo imeti malikov. Cerkev malike moramo odstraniti, da lahko Boga slišimo. Amen? Ker če ne boš, vse živo si domišljal, da ti Bog govori. V numerih 22, 18 do 22 vidimo zgodbo Balama in on hoče po svoje moliti in preklet Izraelce. To je malik, ko po svoje hočeš neki Boga zmanipulirati, da bo nekaj naredil, kar ti hočeš. To je brez veze. Kaj je Jezus molil 3-krat? Ne moja Bog, tvoja volja. Amen? Psalm 106, 14 do 15. Vidimo, da jim je dal napačno stvar, zato, ker so ga ful prosili za to, ampak zraven je prišla pa suhota v njihova srca. To je, ker si nekaj ful želiš in to dobiš in pol si čisto razočaran. In pol si bolj prazen, ker prej si uno stvar dobil. Jaz, ker si kakšen brat ali pa sestra ful želim moža ali pa ženo, in pol tako samo o tem govori, mu rečem, si kdaj srečal koga, ki je poročen, pa ni zadovoljen? Haleluja. Mislim, vem, da ne v cerkvi ne, ampak tako, v svetu. Se pravi, ta stvar te ne usrečila, ta oseba te ne usrečila, amen. Ti moraš zdaj biti srečen, haleluja, amen. Ne bo Jezus na prvem mestu, haleluja. Ok, gremo zdaj si pogledati, zdaj, ko nimamo več malikov, haleluja, dajmo si pogledati, kako si pisati, kar nam Bog govori. Habakuk 2.2. Gospod mi je odgovoril, rekel, zapiši vizijo in razločno začrkaj na ploče, da se lahko čita. Zdaj 7 predlogov, kako si piš. Jaz ti predlagam, da na nek varen dokument, ne da vsak lahko bere. Recimo, moja žena ima knjige in knjige dnevnikov, ki je Bog govori, in ko sem jaz to šel brati, ni bilo kvih všeč. In pa sem še jaz ljubosumen ratu, zato ko ene stvari so pač predanje mene spoznala. In pa sem nehal to brati. Dobro je, da imaš, recimo, jaz imam v telefonu dokumente, ki samo jaz lahko dostopam do njih. Amen? Haleluja. Ker, razumeš, ker zdaj, če pišeš osebne stvari, to je med tabo in Bogom, je tako? Zaklen to, haleluja. To je tvoja stvar, amen? To ti predlagam, bolj boš iskren z Bogom, amen? Ker hočeš, nočeš pred ljudmi, dostkrat pač imamo fasado, da lahko preživijo z nami, je tako? Ker težko bi kdo z nami preživel, če nobene fasade ne imeli, je tako, bodimo iskreni. Jaz ne pridem
vas krval, v duhu zdaj govorim, ful sem se fajtu z Majem, vas krval, pridem domov, jaz si bom dal ful lepo fasado gor, da je vse v najlepšem redu. Amen. Ker ne bom bitke domov prinesel v družino. Amen. Doskrat moraš gledati, da ti gre vse the best. Da zaščitiš druge ljudi okoli sebe. Amen. Ampak dnevnik pa ne sme biti fasada. Tvoj dnevnik mora biti pa krval, umazan. Razumeš? Tudi, ko si jezen, piš Bogu. Amen. Zato je dobro, da veš, da to ne bo nekdo bral za tabo. Haleluja. Najboljš je, da imaš možnost takoj si pisati. To je najboljš. Jaz recimo, prej so bili telefoni, sem vedno imel v sabo nek zvezek pa svinčnik. Vedno, kjerkoli sem bil. Ker sem vedel, da bom pozabil, ko dobim razodete od Boga. Ker je toliko enih misli čez dan. Ampak telefon je the best. Noci lahko pišeš, lahko se posnamaš, lahko kar hočeš. Tretjič, uporab datum, kdaj si kaj zapisal. Recimo, jaz imam v beležkah že takoj datum, da sploh mi treba pisati. Ker dober je, zakaj? Ker včasih boš šel za nazaj brati in boš videl, da ti je Bog kaj govoril in boš videl, kako se vse poklapa. Četrtič, ne skrbeti, tretjič, da veš, daj si datum, ker že govorimo o datumih, ful vam odsvetujem, da Boga za datume sprašujete. To večinoma se ljudje zmotijo glede datumov. Čim daš datum, do konca aprila bo to, do drugega leta bo tisto, to ti ful odsvetujem. Razen, če si res mega prerok, pa še takrat bo raje previden s temi datumi. Ker še Jezus ni dosti barantov z datumi, ampak je rekel pač kmalu. Kdaj bo? Kmalu pridemo. Pa zdaj že 2000 let. Tako kmalu čakamo, kdaj bo. Boš vedno kmalu. Zaunimo, še 2 ovinka, ok? Eni levi, eni desni. Ok, četrtič, ne skrbeti za pravopis. Ne skrbeti za slovnico pa to, ker se boš zgubil. Čim boš začel gledati vejca, pa kako se to prav napiše, boš šel ven iz srca, v intelekt. In pol pusto. Ti kar piš, bo že poslovnico popravljal, ko boš imel cajt. Petič, sprejemi tok duha med tem, ko pišeš. Ti moš vedeti, recimo, ko ti Bog nekaj govori, ali pa, ko bomo še več imeli preroškega delovanja v cerkvi, ti lahko imaš en stavek. Jaz včasih tako dobim en stavek v rema besedo, pa hočem povedati. In pol, ko sem to rekel, dobim že 3 nove. Razumeš? In pol, zakaj? Ker čim si v tok stopil, si sprostil preroško maziljenje. Čim si napisal en stavek, ko ti je z duha prišel, lahko dobiš še 3 nove, ker še unga nisi do konca napisal. Wow, amen? In tako prakticiraš. In kar piš. Haleluja. Itak je pač to praksa. Amen? Itak razvijaš odnos. Nisi popoln, niti treba biti popoln. Haleluja. Tudi nikoli ne boš, dokaj ne boš prišel gor. Moš vedeti, tudi če boš top prerok, ne boš popolno prerokov. Ker Sveto pismo prav, da ne popolno prerokujemo zdaj, ko smo na zemlji, šele, ko ga bomo z oči v oči gledali, bomo popolno sliko videli. Zdaj pa gledamo kot v ogledalu, piše. Amen? Ampak bolj, ko prakticiraš, večji procent Boga pa manjši tebe. Amen? Šestič. Probi tam iskati razodetje, kjer si odgovoren. Ne tam, kjer nimaš odgovornosti. Zakaj? Ker Bog ti govori največkrat za tista področja, za katera si ti odgovoren. Amen? Ker to moraš vedeti, ko ti Bog nekaj govori, ti avtomatično odgovoren rataš za to stvar. Zato bo vesel, če ti Bog ni ful ogromen stvari že vnaprej povedal. Ker trenutek, ko ti je rekel, si odgovoren za to. Zato probi ga poslušati za ta področja, v katerih si odgovoren. Haleluja. In sedmič, moraš rasti v znanju Božje besede. Bolj, ko boš poznal Božjo besedo, lažje boš razločeval, kaj ti Bog govori. Ker moraš vedeti, Bog ti nikoli ne bo govoril kontra Božji besedi. Ura je že 4 minute čez 7. Gremo še pogledati, kako testirati duha, vsebino in sad tega, kar smo napisali. Gremo čez te 3 točke, ajde. Gremo še to. Amen? Pa itak bo pol že bolj hladno, ko bomo šli ven. Haleluja.
Ok, prvič, se pravi, testirati moraš duha, vsebino in sad. Te 3 stvari moraš testirati. Kako jih testiraš? Testiraš, a to jaz govorim, a govori hudič, ali govori Bog. Okay? Dajmo s to pa zdaj pogledati. Prvič, najti izvor. V 1. Janezovem 4.1 piše, ljubljeni, ne verujte vsakemu duhu, ampak presojajte duhove. Se pravi, kaj je izvor tega, kar si slišal? Recimo, če sem jaz izvor tega, kar mislim, da mi je Bog govoril, bo ta stvar rojena iz mojih misli. Tako, kot da bi risal sliko, ko jo jaz poznam. Se pravi, vse izvira iz mene, iz mojega intelekta. Če je hudič ti doskrat tako govori, oziroma kaže stvari, kot tako en flash ti da. En blisk, puf. Ker on ne more v tebi biti pa skozi ti govoriti. Razumete? To prije samo paf, nenadoma in je vedno je prazen takrat. Nisi bil v Božji prisotnosti, nisi bil v Božji besedi, nisi razmišljal o Jezusu, ampak si imel ful izpraznen vas si bil utrujen ali karkoli. In hudič izkoristil tvojo šibko točko in ti dal en flash, eno slabo vizijo, eno slabo sliko, ki povzroča motnjo in težavo. To nikoli ni sveti duh, razumeš? To je, tako veš, da je od hudiča. Ko ti pa Bog kaže, to govorimo, kako izvor poštekaš. Ko ti pa Bog kaže ali pa govori, je pa to živ tok slik iz notranjosti tvojega srca, ki je bilo prej umirjeno in usmerjeno na Jezusa. Amen? Zato probi ne glih pisati nekih dnevnikov, kaj ti Bog govori, ko si ful utrujen pa obremenjen. Najprej priti v Božjo prisotnost. Amen? Če si preveč utrujen, pojdi spat. Amen? Pojdi v veri, reči 2 besede veri in pojdi spat. Haleluja. Ampak enimi ljudje pa največ jim po noč govori, ker takrat imajo mir, se umirijo. Haleluja, pol pa to deli po noč. Ampak izvor mora biti, tako boš prepoznal, a izvor tega, kar si slišal od Boga, da to teče tok iz tvojega srca. Srce je bil umirjen, pripravljen, fokusiran na Jezusa. Ok, dajmo se zdaj pogledati, se pravi, to je izvor. Kako preveriti vsebino? 1. Janezovo pismo 4.5. Oni so iz sveta, zato govori, kar je iz sveta in svet jih posluša. Mi smo iz Boga, kdor pozna Boga, posluša nas, kdor ni iz Boga, nas ne posluša. Iz tega spoznavamo duha resnice in duha zmote. Se pravi, če sem jaz, če je slika, ko jo vidim, je isto kot prva točka. Je pač samo nekaj, kar sem se jaz že naučil, v čem sem jaz familiaren. To je pač iz mene neka slika. Če je hudič, je slika, je vsebina tega, kar sem videl, je negativna, destruktivna, manot, strah, je proti Božji besedi ali pa napihuje moj ego. To vse. Lahko ni negativno, lahko je ful pozitivno, ampak mene bilda, ne Božje kraljestvo. Moj ego povzdiguje. To je vse hudič. Če je pa vsebina od Boga, bo pa v tej vsebini bojo navodila za tvoje življenje. Ful dobra navodila, ohrabril te bo, tolažil te bo in izgrajeval. In lahko boš sprejel testiranje. Amen? Če ti nekaj Bog govoril, pa ne pustiš nobenemu, da to testira, to ni od Boga. To moraš vedeti, tle je tvoj ego not preveč vključen. To si sam napihnil, ali ti pa hudič govoril. Ker če ti Bog govori, haleluja, boš z veseljem dal ljudem in zaupaš to testirati. Amen? Ker so izkušeni v veri, tako kot ti, haleluja. Ok, in tretjič, prever sad. Se pravi, govorili smo, preveraš izvor, te, kar ti je Bog govoril, vsebino, kaj ti je Bog govoril, in zdaj prever sad. V Mateju 7.15 pravi, varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabljivi volkovi. Po njih sadovih jih boste spoznali. Ali se lahko bere trni grozdja iz osata smokve. Se pravi, drevo spoznaš po sadovih. Zdaj, a je sad tega, kar si slišal, se pravi, če sem jaz, če je to, kar sem slišal iz mene prišlo, pol bo to ful nezanesljivo. Ful bom v dvomih. Ja, ne vem, zdi se mi, da me je Bog govoril, ampak ful bom nezanesljiv. En dan bom mislil, da je Bog govoril, drug dan bom vse pozabil.
To, če iz mene prišlo, ne iz Boga. Če je prišlo iz hudiča, isto boš ful hitro poznal, je sad tega, kar si videl, te je strah. Recimo Muhamed, ki je pisal Koran, njega je bilo ful strah. Zakaj? Ker je sad tega je bil strah. Ne? On že ko ga je bilo ful strah, pa si ni upal tega pisati, bi mogel vedeti, da mu demon govori, ne Bog. Ko Bog pride, ti bo the best. Haleluja. Drugič je jeza. Recimo, Bog ti je govoril, zdaj si ful jeza na svojega soseda, ker ti je Bog nekaj v njemu razdev ali karkoli. Razumeš? Jeza, spet, to ni sad, ko ti Bog govori, zdaj si pa ful jezen. In zdaj si boš kupil pištolo in vse postrelil, ko ti je Bog govoril. Skrbi. Bog ti je govoril in zdaj si ful zaskrbljen. To ti je hudič govoril. Če ti je Bog govoril, ne boš, pa on skrbi. Bog ti je govoril in zdaj si ful zmeden. Spet, to ni, Bog ni Bog zmede, to je spet hudič. Bog ti je govoril in zdaj si poln samega sebe. Spet, to je hudič. Ego, to je hudič. Kako veš, da ti je Bog govoril? Kako preveriš sad? A imaš mir, ki ti je govoril? Amen? Ful ti je težko iti, ful ti je težko njegova navodila poslušati, ampak noter imaš pa ful mir. Amen? To je sad. Drugič, imaš ful vero, ki ti Bog govori, dobiš vero, ker vera pride po slišanju Kristusove besede. Amen? Sprav, imaš ful vero not, tako veš, da ti Bog govoril. Tretjič, dobiš razodetje. Ko ti Bog govori, vedno dobiš razodetje. Nekaj zveš, kar nisi mogel zvedeti z naravnim umom. To je razodetje. Dobiš znanje v neki stvari. In zadnjič, ponižen si. Ko ti Bog govoril, zraven ti da ponižnost. Amen. Večinoma zato, ker je preveč zate, pa itak veš, da ti ne bo uspel brez njega. Amen. Ko ti Bog doskrat govori pač stvari, za katere nisi glih kvalificiran v tem trenutku. Noč, ne bomo, Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, molimo, da bomo še bolj rastli v slišanju tvojega glasu, Oče. Hvala ti za tvoje ključe, Oče, v tvoji besedi. Oče, da se jih lahko primamo. Oče, da poslušamo glas misli, ki prihajajo iz našega duha, iz našega srca. Oče, pomagaj nam najti strategije, kako se umiriti, fizično in duševno, duhovno. Oče, in odpri nam oči, da gledamo vizijo, Oče, ko molimo, ko nekaj delamo, Oče, da so naše oči odprte za tvoj glas. In Oče, pomagaj nam napisati, Oče, to, kar nam govoriš, in dobiti še več, Oče, in da je naše življenje usmerjeno v popolno Božjo voljo. Oče, da imamo odnos s tabo, da ne živimo samo po pravilih, ampak da poznamo tvoj glas, da nas tvoj glas vodi. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Amen. Uživajte na dopustu z Jezusom. Haleluja.